Pozdravljeni. Danes vam bom skušal s 4 različnimi primeri prikazati, kako pride do pretoka električne energije v sodobnem pogonskem sklopu bolida Formule 1. Tudi sam sem namreč zapazil, da na to problematiko gledam preveč iz tistega zornega kota posamičnih segmentov, kot so na primer MGUK oziroma MGUH. Na zadevo, kot pa navadi, moramo gledati kot celoto. Danes si bomo pogledali v 4 primerih, kako se pravzaprav pretaka električna energija, kako se pridobiva in kako se porablja. Mislim, da marsikdo izmed vas bo malce začuden nad rezultati. Seveda, povedali ne bomo nič novega in primere, ki jih vam bom tu predstavil, jemljite samo kot primere. A vse zato, da bomo bolje razumeli zadevo. Ta razlaga bo temeljila na tisti shemi, katera je vsem nam dostopna v tehničnem pravilniku Formule 1. Zahvala gre Rossu Brownu, da je sploh vpeljal ta shematski pregled. In tu bi rad opozoril na začetku na tisto zadevo, katero marsikdaj spregledamo. Namreč res obstajajo določene omejitve, kar se tiče sistema MGUK, ampak nobenih omejitev, kar se tiče sistema MGUH. Znano je, kapaciteta baterije je omejena navzgor na 4 megadžule. V enem krogu lahko tisti sistem MGUK porabi 4 megadžule energije in seveda omejen je navzgor z 120 kW. Iz tega smo približno izračunali, da lahko uporabijo vozniki ta sistem za dobrih 33 sekund. Seveda pod pogojem, da je baterija napolnjena in da porabijo 120 kW moči. Lahko bi jo porabili manj, kar bi podaljšalo časovni interval. A k temu se bomo vrnili. Treba je tudi razumeti, da sistem MGUK lahko vrne v baterijo 2 megadžula energije na krog. In tudi tega se moramo zavedati. Nikjer ne piše, da določen voznik v določenem delu dirke ima polno baterijo. A zanimiva je tista povezava med MGUH in MGUK, katera ne gre preko baterije, temveč je neposredna. MGUH lahko tudi polni baterijo. In tu ni določeno, s kakšno močjo oziroma koliko energije lahko odvede nazaj. Marsikdo se bo vprašal, zakaj tega sistema nimamo na primer na naših navadnih osebnih vozilih. In tudi o tem se bomo ukvarjali, ko bo čas za to. Najprej si bomo ogledali tisti najbolj enostaven primer, ko bolid zavira pred ovinkom, ko je v tistem trenutku z pretokom energije. Kolikor pogledamo to skico, nam bo tako jasno. Bolid zavira. Desna noga voznika ni na stopalki za plin, medtem ko leva vztrajno pritiska na zavore. In seveda na zadnji osi sistem MGUK pomaga pri zaviranju, zato so zadnje zavore tudi manjše od tistih, ki bi lahko pričakovali, in proizvaja električno energijo, s katero polni baterijo, kot kaže lepo skica. Seveda, omejitve so tiste, katere sem vam omenil malce prej. In to je eden izmed tistih delov sheme, katerega mislim, da mi navdušenci poznamo zelo dobro. Pojdimo naprej, po zaviranju pride tisto pospeševanje, kjer bomo videli že določene zanimivosti. Ko voznik spusti stopalko za zavore in stopi na ono za plin, se obrati v motorju z notranjim izgorevanjem seveda zvišajo.
a pritisk, ki ga ustvarijo izpušni plini, ni dovolj visok, da bi hitro zavrtel turbino. In zato v tistem prvem trenutku imamo tako imenovani zamik oziroma turbolag. Tu stopi v veljavo MGUH. Pomaga zavrteti turbini kompresor, da je takojšnja reakcija pri pospeševanju. In kot vidimo iz sheme, energija za to fazo prihaja iz baterije. In mislim, da tu nihče od nas nima kakih pomislekov. Edina omejitev je tu energija v sami bateriji omejena na 4 megajoule. Kolikor bi bila baterija prazna, v tej fazi bi imeli zamik, kajti MGUH ne bi imel od kje pobrati potrebno energijo za pomoč. A v drugi fazi pospeševanja, ko pritisk izpušnih plinov naraste dovolj, da turbina sama opravi svoje delo, MGUH spremeni svojo funkcijo. Namesto da bi porabljal električno energijo, jo začne proizvajati. In v tej fazi ne polni baterije, temveč direktno oddaja električno energijo MGUK-ju, ki zopet pomaga svojo kinetično komponento pri pospeševanju samega bolida. Že tu vidimo zanimivost, na katero prej verjetno marsikdo izmed nas ni pomislil. MGUH in MGUK sodelujeta pri pospeševanju. Ko pridemo na tiste dolge ravnine, oziroma ko je bolid v boju z nasprotnikom, ko ga skuša prehiteti, oziroma ko se skuša brniti, pa pride v veljavo vsa energija, ki jo ima na razpolago, tudi tista v bateriji. Torej imamo MGUH, kateri proizvaja določeno mero električne energije in jo oddaja direktno MGUK-ju. Imamo baterijo, katera ima določeno količino energije in jo zopet MGUK porablja, ter tako izvleče maksimum, seveda do tistih 120 kW, da ne bo pomot. V tem primeru lahko tudi v teoriji seveda preseže tistih dobrih 33 sekund, o katerih smo govorili na začetku. Sedaj vam bo verjetno jasno, zakaj na naših osebnih cestnih vozilih nimamo sistema, kot je MGUK. Enostavno povedano, premalo časa se motor z notranjim izgorevanjem vrti na tako visokem režimu obratov, da bi lahko MGUK v bistvu koristno proizvajal električno energijo. Njegova druga komponenta, tista, ki porablja električno energijo, tista, ki pomaga pri pospeševanju samega kompresorja, seveda bi bila koristna. Ampak kratica MGUK pomeni Motor Generator Unit, kinetik. Kot zanimivost, verjetno je že marsikdo izmed vas opazil, da MGUK se ponavadi zamenja skupaj s turbino. In razumeli smo v tem hitrem prikazu, da sta neposredno povezana. Kolikor pogledamo to fotografijo, katero kaže, kako je zadeva realizirana pri tovarniški ekipi Mercedes, nam bo tudi jasno, da je stvar neposredno povezana. Ampak tudi pri drugih rešitvah nam je jasno, da MGUH mora biti med turbino in kompresorjem oziroma pred ali za njimi. Ne glede na to, opazili smo, da pretok električne energije v bolidu Formule 1 ni tako enostaven, kot se nam zdi na prvi pogled. In verjetno se bo marsikdo sedaj vprašal tistih 33 sekund, kaj to pomeni na celotni dirki. Namreč jasno nam je, da na krogu, kateri je izjemno kratek, videli smo na veliki nagradi Shakirja, da je bil sam krog celo pod minuto.
Razumeti moramo, da po eni strani se lahko v tistem krogu porabi teh 33 sekund izjemno enostavno, skladno s pravilnikom. Težava je, kako ponovno napolniti električno energijo v baterije za drugih 33 sekund. In tu bi se rad ustavil pri tisti nastavitvi imenovani Party Mode. Ta je sedaj prepovedana. Oziroma, če bi jo uporabljali na samih kvalifikacijah, bi bili potem prisiljeni jo uporabiti tudi na sami dirki. Kar bi znova pomenilo, da bolid lahko izjemno hitro izprazni baterijo in tako ostane praktično brez tistih 120 kW, kateri so še kako potrebni pri hitri vožnji skozi ovinke in seveda na ravnini. Torej, razumeli smo, da sodobni pogonski sklop Formule 1 je zapletena stvar, katero sicer lahko razumemo, ampak gre za tehnološki biser, katerega po mojem osebnem mnenju samo neuki imenujejo kot tisti motor sesalca za prah ali kaj podobnega. Zaenkrat hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.